Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V Radovljiških muzejih je vse od meseca avgusta na ogled spominska soba Uroša Kreka, ki je bil doma v Lescah, bil je skladatelj. Več pa o sami spominski sobi Katja Praprotnik-Krojc iz Radovljiških muzejev. Pozdravljeni. Ja, v naših muzejih smo že v avgustu odprli spominsko sobo skladatelja Uroša Kreka, ki bi letos praznoval 100-letnico rojstva. To priložnost smo pravzaprav izkoristili, da smo lahko javnosti pokazali njegovo delovno sobo, ki smo jo že pred leti dobili v dar od njegove dedinje, gospe Marije Ane Powerguld. In ti predmeti, to pohištvo, klavir, vse je stalo v naših depojih in nekako se nam to ni zdelo najbolj prav. Zato smo izkoristili to priložnost, njegovo 100-letnico, da smo poiskali manjši prostor, kjer smo lahko te stvari predstavili javnosti. Kakšni so predmeti, ki jih vidimo v tej spominski sobi? Pravzaprav predmeti kažejo, kako zanimiva osebnost je bil Uroš Krek. Ne samo, da smo dobili predmete, ki se tičejo njega kot skladatelja, se pravi klavir, nekaj notnih zapisov, snemalne naprave, njegovo mizo, kjer je skladal, in stol, na katerem je sedel pri skladanju, ampak tudi knjige, ki jih je imel v svojih bogati knjižnici, lahko rečemo, v kar nekaj jezikih, se pravi, je Uroš Krek verjetno govoril kar nekaj jezikov. Poleg tega smo dobili tudi njegove nagrade, nekaj spominkov, fotografij, ogromno fotografij iz njegovega življenja, nastopov, oziroma z njegovimi učenci tudi. Pa tudi, kar nas je mogoče zelo zanimivo, bil je ljubitelj vlakov in tudi modeli vlakcev so se našli med predmeti, ki smo jih dobili v muzej. In sedaj upate, da ta spominska soba ostaja tukaj na tem mestu v spomin ob 100-letnici Uroša Kreka? Jaz mislim, da bo ta soba ostala, saj je pravzaprav zdaj del naše ponudbe, odprta tako kot naši ostali muzeji, vse dni v tednu razen ponedeljka od 10. do 18. ure. Obiskovalci si lahko ogledajo sobo, pa tudi poslušajo njegovo glasbo preko slušalk, tako da je Uroš Krek dostopen tudi obiskovalcem, in to v več jezikih, oziroma v slovenščini in angleščini. Hvala, Katja, ko ste nam predstavili to spominsko sobo. Prosim.